V Tokiu se je na prireditvi Robodex Expo zbralo skoraj 200 podjetij, ki so predstavila najnovejšo tehnologijo na področju robotske industrije. Na razstavi so med razstavljavci in obiskovalci sprožili tudi več razprav o prihodnosti človeškega dela, ki ga marsikje že nadomešča robotsko delo. Med drugim so pokazali tudi robota, ki zlaga majice. Za eno porabi 2 minuti. Ujeli so tudi mnenje enega od obiskovalcev, ki je trdil, da roboti opravljajo gospodinjska dela boljše od njegove žene in da bodo zagotovo kmalu tekmovali z ljudmi za delovna mesta. Da bi roboti v hitro starajoči japonski družbi lahko rešili manjko delovne sile, pa je bil glavni poudarek razvijalcev robotov. V vzhodni Mehiki je skupina potapljačev odkrila povezavo 2 podvodnih jam, pri tem pa odkrila, da bi lahko šlo skupaj za največjo poplavljeno jamo na svetu z veliko skrivnostjo. Prav ta bi lahko pomagala raziskovalcem osvetliti zgodovino stare civilizacije Majev. Potapljači sodelujejo pri projektu GAM, ki je namenjen študiju in ohranjanju podzemnih voda polotoka Jukatan. Po več mesecih raziskovanja labirinta podvodnih kanalov so identificirali 347 km jam. V bližini sistema plaž Tulum je tako jamski sistem Sak-Aktun povezan z jamskim sistemom Dos Ojos. Na mehiškem polotoku Jukatan se sicer lahko povsod najde monumentalne relikvije ljudstva Maja. Južna Koreja je izrazila, da ima precej mešane občutke zaradi udeležbe Severne Koreje na zimskih olimpijskih igrah, ki bodo v Južni Koreji naslednji mesec. Predvsem zaradi lajšanja napetosti po umiku programov orožja na severu. Uradniki iz obeh Korej so se začeli pogovarjati o obisku delegacije Severne Koreje na olimpijskih igrah, ki bodo v mestu Pjongčang, ta pa leži le nekaj kilometrov od meje. Nekateri predstavniki Južne Koreje najrajši ne bi videli športnikov Severne Koreje. Drugi predstavniki pa razmišljajo, da bi sodelovanje lahko utrlo pot do mirnejših političnih pogovorov med državama. Omenjajo celo, da bi lahko prišlo do denuklearizacije Korejskega polotoka. V južni kitajski provinci Junan so rešili slonjega mladiča, ki je padel v jarek. Posnetki kažejo reševalce, ki so slončka rešili iz jarka potem, ko so lokalni prebivalci našli mladiča in poiskali pomoč. Odpeljali so ga v azijski slonski center za rejo in pomoč, kjer mu bodo pomagali okrevati. Še ena živalska novica prav tako prihaja z Kitajske. Tam so v mestu Dalian pokazali par pingvinov, ki sta bila rojena v akvariju. Zdaj so ju preselili v varovano območje pingvinov. Gre za pingvina, ki sta prva rojena na Kitajskem, rasla bosta v vrtcu za pingvine, skrbno varovana pred starejšimi pingvini, ki včasih ne marajo sprejeti prišlekov. Hitro rasteta in pridobivata težo, kar ni nič nenavadnega, saj imata izjemen apetit. Spolno zrelost bosta dosegla v približno 2 letih. Na okrog hladnega vremena je v teh nočeh spremenil obrežje Michiganskega jezera v Chicagu v skupek ledenih skulptur. Drevesa in trava ter grmovja so namreč prevlečena z debelim ledom. Drugi krog močnega hladnega zraka v novem letu je namreč v Združenih državah Amerike napadel države Illinois, Indiana in Michigan ter se razširil na druga območja v srednjih in zahodnih Združenih državah Amerike. Zapadlo je veliko novega snega, temperature pa so se spustile na -15 stopinj Celzija. Visoka vlažnost in nizke temperature so drevesa in trave obkrožile z ledom in mrazom ter oblikovale naravne ledene skulpture različnih oblik.